Narava se pozimi, ko zapade sneg, umiri. Na zimski ritem pa se mora pripraviti tudi živali v živalskem vrtu. Prve spremembe se začnejo dogajati že pozno poleti, zgodaj spomladi, ko moramo povečati količino hrane, zato da živali potem lažje menjajo dlako in da dobijo zadostno količino maščobe, sploh tiste živali, ki pozimi potem manjejo. Zato živali jedilnik spremenijo že zgodaj jeseni. Pomeni, da dobijo bolj energetsko močno hrano, s tem, da moramo paziti, da se količina hrane ne poveča zelo v smislu volumna, ampak predvsem v smislu dobljenih kalorij. Nekatere živali, ki v naravi zimo prespijo, tudi pri nas zimo prespijo oziroma predremljajo, to poskrbimo na tak način, da na primer medvedom v tisti najhujši zimi zmanjšamo količino hrane, kar ima potem za posledico to, da grejo v brlog na tisti njihov zimski dremež. Dvoživkam in plazilcem odvzamemo dodaten vir toplote in jih tako prisilimo v hibernacijo. Naprimer štorklje, tako črne kot pa bele, pa pri nas preživijo zimo lepo v odprtih prostorih, s tem kot tiste v naravnem okolju odletijo na jug. Nekatere živali, ki bivajo v ljubljanskem živalskem vrtu, pa v svojem naravnem okolju sploh ne poznajo zime. Predvsem tiste iz tropskih deževnih gozdov, ker za njih je zelo pomembno, da v hladnih dneh nimajo dostopa do zunanjih ograd in pa da je njihov notranji prostor toplo ogrevan in pa zrak dodatno ovlažen. Živali v naravi in v živalskem vrtu so že pripravljene na zimo in prvi sneg. Kaj pa vi?